Kakšni so vtisi ob današnji podelitvi priznanj najboljšim inovatorjem v Savinjsko-Šaleški regiji? Ja, najprej moram reči, da je to za nas vedno eden od najlepših dogodkov, kar jih imamo tekom leta v okviru Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice. To predvsem zaradi tega, ker imamo vedno kar precejšnje število predlogov, torej inovacij, in pa seveda še večje število inovatorjev, ki pri teh inovacijah sodelujejo. Ponosni smo tudi na to, da se praktično vsako leto kar nekaj naših inovacij, bom rekla, uvrsti zelo visoko, potem tudi na ravni gospodarske zbornice Slovenije kot celote, in to nekako potrjuje tudi to, da je dejansko Saša subregija regija, kjer so inovacija, inovativna dejavnost pravzaprav neka konstanta, kar je za nas tradicionalno prepoznano, bi lahko rekla. Na to smo zelo ponosni. Uvodoma ste opozorili, da gospodarstvo ne zmore več tako visokih finančnih bremen, ki postajajo vse višja. Kaj pravzaprav narediti? Ja, jaz sem se želela s tem svojim opozorilom nekako navezati na preteklo sporočilo, ki ga je že podal tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Samo Hribar Milič, v obliki parole, kot sem rekla, dost imamo. Rada bi, da bi se, bom rekla, ta naša izjava, ki je več kot izjava, pravzaprav zahteva, ponavljala vedno bolj in vedno bolj, zato ker nam vedno bolj grozijo dodatne nove obremenitve, kot so, krizni davki, davki na nepremičnine in tako naprej. Davek na nepremičnine ni neka kategorija, ki bo prizadela samo posameznika kot fizično osebo, ampak še posebej tudi gospodarske subjekte. Zato se mi zdi, da je pri takih stvarih treba imeti veliko večjo mero občutljivosti, temeljito proučiti pred tem, bom rekla, situacijo, in zagotovo lahko rečem strani gospodarstva, da situacija ni več taka, da bi lahko dodatno obremenjevali še tiste gospodarske subjekte, kolikor nas je še ostalo, da poslujemo, da imamo, pozitivno poslovanje, da nismo že tik pred stečajem in tako naprej. Vse te nove obremenitve so zelo nevarne za to, da nas bodo pahnile predvsem gospodarske subjekte še niže, še v težjo situacijo, in ko se bo to zgodilo, se bomo seveda vsi našli v neki špirali, ko ne bo več denarja praktično za nikogar. Današnji dan vendarle prinaša pozitivno sporočilo. Kako vi ocenjujete inovacije? Sama prihajam iz podjetja, ki je visokotehnološko inovativno podjetje, ki se zelo trudi, bom rekla, na najvišji ravni vzpostavljati inovativnost, torej tudi na ravni poslovnih modelov, organiziranosti in tako naprej. Zato to izjemno podpiram. Prepričana sem, ne glede na to, da smo danes tukaj videli v naši regiji, da je največ zlatih medalj prišlo pravzaprav iz velikih in srednjih podjetij, da je ogromno izredno dobrih inovacij tudi v mikro, majhnih in srednjih podjetij, ki žal morda niso kandidirala na tem razpisu, in to nas lahko samo še dodatno veseli. In jaz si samo želim, da bi čim prej spregledali skupaj z nami tudi v državnem aparatu, kaj je to prava inovativnost. To, kar je tudi gospa Violeta Bulc danes opozorila, da tudi tam pridemo od inventorjev do inovatorjev, in ko se bo to zgodilo, nam bo zagotovo lepo v naši družbi. Inovacije Savinjsko-Šaleške regije so odraz strukture gospodarstva v tej regiji. Zlata priznanja prihajajo iz izvozno usmerjene industrije, so lahko tudi prebojne inovacije, ki povezujejo velike razvojno-inovacijske time, kar je verjetno specifika v slovenskem prostoru inovatorjev. Sicer pa prihajajo iz področja premogovniških tehnologij, okoljskih tehnologij, procesnih tehnologij in na veselje tudi iz področja izobraževanja, kulture bivanja, kar je dobro. Bistvena opazka, ki pa je vezana pa na manjše število inovacij, manjše število podjetij, ki sodelujejo, kar pa je očitno vseslovenski trend za inovacije, ki se pač nagrajujejo za leto 2012. Mislim, da je tudi to eden od indikatorjev, ki kaže na to, kako potrebno
je na državni ravni oblikovati razvojno-inovacijsko politiko na takšen način, da bo dejansko spodbujala tiste, ki so nosilci pravih inovacij, invencij, tudi prebojnih inovacij in da se vsa sredstva, ne samo finančna, usmerjajo v tista področja, kjer imamo največ kompetenc za to, da lahko prispevamo k precej višji dodani vrednosti, kot jo ustvarjamo danes. Uvodoma ste dejali, da to, kar se nam dogaja, ni kriza in če uporabim te znane besede, ne bo nikoli več tako, kot je bilo. Kje je potem pot naprej? Kriza, o kateri govorimo vse od leta 2008, je v bistvu so spremenjeni pogoji bivanja, spremenjeni pogoji poslovanja, na katere se bo pač potrebno navaditi in nanje prilagoditi, tako v vsakdanjem življenju kot v poslovanju. Dejstvo je, da tista redka podjetja, ki so znala v tem času pospešiti razvojne projekte, inovacije, tudi inovacijske nove organizacijske modele, poslovne modele, s katerimi so znale poiskati nove rešitve za kupce na bližnjih in daljnih trgih, da so to zgodba, ki jo velja posnemati v večjem številu. Ampak vendarle je za to potrebno več ustvarjalnega znanja znotraj podjetij, več sodelovanja med deležniki v podjetju, več sodelovanja med podjetji z institucijami znanja, raziskovalnimi institucijami, z večjo odprtostjo, ki pelje do tega, da najdemo tudi tam, kjer sprva menimo, da ni novih rešitev, da jih na takšen način najdemo in najdemo v bistvu produkte, storitve, za katere lahko iztržimo precej višjo ceno od produktov, ki jih proizvajamo danes. Ste danes ponosni na vaše inovatorje? Absolutno, vedno, tako kot tudi pretekla leta smo bili ponosni na nje. Letos mogoče še malo bolj zaradi tega, ker so bile inovacije, ki so bile na letošnjem razpisu izredno kakovostne. Kljub temu, da je bilo samo 13 prijavljenih inovacij, smo podelili kar 5 zlatih, pa če preštejemo še 7 srebrnih, ugotavljam, lahko samo potrdim še enkrat, da so bile letos izredno kakovostne inovacije, ki so prispele na razpis. Kako ocenjujete prejete inovacije? Lahko ocenjujemo, da je bil letošnji razpis za najboljše inovacije v Savinjsko-Šaleški regiji uspešen. Sicer smo številčno nekoliko pod tistim rezultatom, ki bi si ga sicer želeli. Prejeli smo 13 prijav, 10 različnih prijaviteljev in pri vseh teh inovacijah je sodelovalo 109 inovatorjev, kar je nekoliko manj, kot smo beležili v preteklih letih. Vendar, če pa na drugi strani pogledamo kakovost teh inovacij, pa smo lahko zelo zadovoljni, kajti komisija je po zares temeljitem delu 5 prijavljenim inovacijam dodelila zlato priznanje. Vse ostale razen ene pa so prejele srebrno priznanje, kar pomeni, da nimamo letos nobenega bronastega priznanja, pa tudi tista inovacija, ki prejme diplomo, je v osnovi zelo kakovostna. Težavica je samo v tem, da se je morda prijavitelj prehitro odločil za prijavo in žal pač ni dobil veliko točk za tržne rezultate, ki pa, kot vemo, so pomemben sestavni del končne ocene in je pač zaradi tega inovacija ocenjena z diplomo. Koliko jih gre naprej na nacionalno raven? Glede na prijavljeno število, naši zbornici pripadajo 3 inovacije, ki se lahko uvrstijo na državni nivo, vendar bomo vložili, torej kot komisija za ocenjevanje, predlog na Gospodarsko zbornico Slovenije, da dodatno vzame v ocenjevanje še eno inovacijo, kajti menimo, da je tako dobra, da bi bilo zares škoda, da ne bi dobila priložnosti tekmovati z drugimi najboljšimi inovacijami na državnem nivoju. Danes ste dejali, da je inovacija, prava inovacija šele takrat, ko jo nekdo opazi, ceni in plača. Zakaj? Ja, zato, ker mi inovatorji živimo od svojega dela in če naše delo ni dovolj prepoznano in ga nekdo ne opazi, ne ceni in ne plača, torej
od tega ne moremo živeti. In bistvo pri tem pa je, da mi znamo vnaprej prepoznati potrebo, ki jo trg ima, in da to potrebo za svojo inovacijo nagovorimo in za njo ustvarimo dodano vrednost. Ko se ustvari ta povezava med trgom in inovatorjem, torej na osnovi potreb in ustvarjanja dodane vrednosti, posel steče. Tu je pomembna predvsem stranka, kaj ne? Stranka je ključ vsega, sicer inoviramo za hobi. Ja, kar je tudi lepo, vendar če želimo od tega živeti, je ključna v procesu stranka in razumevanje njenih potreb. Zato se danes inovatorji morajo tudi povezovati v podjetjih med seboj z drugimi strokami, z drugimi branžami. Da bi lahko zagotavljali neprestano inoviranje, torej proces trajnostnega inoviranja, iščemo vedno znova nove in nove meje, kjer se dogajajo zanimive stvari. In seveda največ teh meja lahko odkrivamo, kadar se povezujemo, ker za vsako povezavo nastajajo nove meje in nove priložnosti.